Dejstvo je, da najemojemalcem se popolnoma spreminja koncept, kar pomeni, da bodo morali sredstva načeloma popolnoma drugače računov voditi, kot se je to delalo do sedaj. To v bistvu pomeni, da bodo najemojemalci sredstva morali pripoznati pri sebi, tudi če jih vzamejo v najem. To je bistvena novost, ki bo pomembno vplivala na samo bilanco najemojemalcev, zato ker kar naenkrat, če bomo vzeli nekaj na poslovni najem, če bomo nenazadnje imeli nepremičnino na 20-letni najem brez kakršnihkoli odkupnih opcij ali karkoli podobnega, bomo iz tega naslova morali pravice izkazovati v svojih poslovnih knjigah, kar pomeni, da in tudi hkrati na drugi strani finančne obveznosti, kar pomeni, da razlike so zelo pomembne na računovodskem področju, seveda pa ima lahko potem to vpliv tudi na področje davka od dohodka pravnih oseb in se pravi naš poslovni rezultat in tudi potencialno davčni rezultat. Tako da sprememb je veliko, so bistvene, spreminja se tudi sale and leaseback vidik, so pa predvsem pomembne za najemojemalce, za najemodajalce pa ni tako velikih razlik.